Zamujaš? Zakaj zamujaš? Joj, oprosti. Veš, ampak vso noč sem urejal podatke za državno prvenstvo. Kakšne podatke? Rudijev na Ankacu za zmago ne potrebuje nobenih podatkov. Vem, vendar sem za vsak primer zbral podatke o nasprotnikih. Ja, ampak zakaj ste pa vi prišli tako zgodaj? Ja, saj menda ne bomo šli do Tokija kar peš, ha? Goran, ne podcenjuj me. Priskrbela sem nam prevoz, tako da veš. Kakšen prevoz si nam priskrbela? Gremo z vlakom? Nekaj podobnega. Pridi, odpraviti se moramo. Gremo, no? Hitro, hitro, hitro. Kaj imate tu notri? Tiho. Ko boš končal, mi priskoči na pomoč. Veliko dela naj čaka, preden odpreva trgovino. Seveda, gospa, kakole. Huju! Žal nam je. Hej, kaj pa dostava? Hej, kaj za to? Ko gre za nogomet, pozabi na vse drugo, barave, grde, šlehtnobe, kaj se to pravi? Začne se državno prvenstvo. Prispeli smo! Pred nami je državno prvenstvo! Stadion je gromozanski. Fanti, z Ankacu prvič igrate na tako velikem stadionu, kaj? Se vam zdi velik? Res je. Ne bodite zjutni. Nogomet se igra povsod enako. Prišli bodo nogometaši iz vseh delov države. Biti moramo dobro razpoloženi, če jih želimo premagati. Podvizajte se, hitro, hitro! Pohiti! Že grem! Pohiti! Gremo! Lej, poglej, dvojčka! Kaj, tudi vidva nastopata na tem prvenstvu? Ja. Midva igrava za nogometni klub Hanava. Kaj bo dobrega? Pozneje se vidimo! Adijo! Čudno. Odlično preigravata. Dvojčka na državnem prvenstvu. Verjetno sta odlično uigrana. Vsako leto se na državnem prvenstvu pojavijo nove ekipe, ki presenetijo. Moramo zmagati zaradi Fabijana, moramo! Zmagajte zame. Zdaj sem jaz kapetan in ne dovolim, da izgubimo proti nogometnemu klubu Mejiva. Ogromno igralcev je. Aha, 48 moštev je prišlo. Kaže, da so vsa dobra. Kako razburljivo! Poskus. Postavite se v vrsto, prosim. Me zadaj slišite? Pojdiva, Rudi, pojdiva. Aha. Kaj pa ti hočeš? No, kje je Fabijan? Pa ne, da se je prestrašil, a? Kako si Kaj upaš? misli si? Okreval bo in povsem bo nared, ko bomo igrali proti vam. Na to se lahko zaneseš. In znova je napočil veliki trenutek. 48 moštev, zmagovalcev regionalnih prvenstev se bo pomerilo na državnem prvenstvu.
Mladi so še mladi, ampak dobri in perspektivni. Imamo čudovito sončno vreme. Nogometaši so gotovo razburjeni. Najprej vam bom razložil pravila tekmovanja. Moštva bodo igrala v 8 skupinah. V vsaki skupini bo 6 moštev. Iz vsake skupine boste šli 2 moštvi naprej. Kakopak, med najboljše žreb skupin se bo začel čez nekaj minut in videli bomo, s kom se bodo pomerili favoriti. No, malo prej smo videli, mislim, da Rudija, Turbo Rudija tako je in potem še Kristjana, to sta dva izmed boljših. Oh, Prispeli smo. V Tokiu je res ogromno avtomobilov. Nankacu bo državni prvak. pojdimo navijat! Za zmago! Sestrica, slaba novica. Goran, Pridi, hitro. Hitro, no. zakaj si tako razburjen? A ti sploh veš, s kom bomo igrali? Sestrica, poglej. O? Z NK Mejova! Pa saj oni so favoriti za osvojitev prvenstva. Dobro je, da bomo že zdaj videli, kdo je boljši, Kristjan ali Rudi. Na koga bi pa stavila? Ne bi rada ugibala. Pomembno je, da naša nogometna šola dobi odličnega igralca. Prav napadalcev nam manjka. Kaj? Se to ne more biti res? Že v prvem krogu igramo proti nogometnemu klubu Mejva. Joj, želim si, da bi bil moj mož zdaj tukaj. Jaz tudi. Gledalci so videti navdušeni. Seveda, pomerila se bosta Nankacu in Mejova. Ja, vsi pravijo, da je to finale pred finalom. Kdaj se tekma začne? Benih. Na zmago, Nankacu! Na zmago! Nankacu! V napad! Dajmo, v napad, vsi! Hvala vsem. Fabijan, premagali bomo Mejivo, premagali. Publika je na trnih, igralci nogometnega kluba Mejva so vstopili na stadion! Ti boš torej nadomeščal Fabijana, ha? Kogar ne bom nadomeščal, jaz sem kapetan Nankacuja. Zapomni si, brez Fabijana nas ne morete premagati. Letos bomo mi državni prvaki, letos je čas za nas. Ne ve, da Fabijan ni naš edini dober igralec. Tudi Rudija imamo. Tekma se je začela in sedaj si oglejmo to predstavo. Ne boš prišel do gola, mali. Kapetan Nankacuja, Turbo Rudi preigrava na sredini terena. Kapetan Mejive Kristjan mu poskuša vzeti žogo, ali mu bo uspelo, Sebastian je takoj za njim. Pripravljen je pomagati. Pripravljen je. Kristjanu pa želi na pomoč priskočiti učenec 4. razreda Miha. Poskusi! Mejiva nas ne bo premagala! Dajmo, fantje! Spopadla sta se kapetana obeh ekip, pa saj to je neverjetno! Zaletela sta se drug od drugega in padla! Žoga je v zraku, Sebastian, napadalec Nankacu je prišel do žoge in jo podal jo je, njegov soigralec preigrava, ali mu bo uspelo zadeti? Žugajmo! Igralcu Mejive je uspelo prestreči žogo, preigrava, obegnil je branilcu, bravo, tako se dela, Miran! Podaj mi! A si napredoval?
Rudi si je priboril žogo, vendar pa mu je Kristjan ves čas za petami. Kar poskusi priti do gola. Rudi se pa skuša prebiti skozi sredino, nevarno bo nevarno. No, da te vidim, poskusi. Kapitana sta se znova spopadla, joj, upajmo, da ne bo prišlo do poškodbe. Kaj? Ne, poglejte si to! To je neverjetno! Nogometni klub Meiva ne bo zmagal! Mi bomo! Kar misli si, mali, videl boš. Nogometni klub Neiva ne bo zmagal! Mi bomo! No, to bomo še videli, kdo je boljši. Kristjan odlično ocenjuje dogajanje na terenu. Ne moremo zgubiti. Daj, igrajmo bolj napadalno. Prav. Nogometni klub Meiva je vse svoje moči, kot kaže, stavil na napad. Zakaj se Kristjan ne premika? Kristjan je ostal v obrambi, zanimivo, sploh se ne premakne. Kakšno taktiko imajo igralci Meive zdaj? Rudi! Sebastian je podal Rudiju. Rudi zdaj teče k golu. Tako pa ne bo šlo, kar glej me. Videl boš. In Kristjan mu je? Ali mu bo uspelo, da ukradel mu je žogo? Kristjan sedaj imenitno preigrava. Zmagali bomo. Igralcev drugih, kot da jih ne bi bilo in... Kakšen gol! Močan strel je golman Ankacuja zadev naravnost v obraz in nogometni klub Meiva je z lahkoto izenačil rezultat. Golman Marko je poškodovan, upajmo, da ni nič resnega. Ne pozabi, jaz igram pravi nogomet, ti pa ne. Zapomni si to, videl boš. Tudi jaz igram pravi nogomet! Kaj? Nogomet je uresničenje mojih sanj! Rudijeve mojstrovine in Kristjanova moč. Zelo zanimivo bo. Namerno je streljal golman v obraz. Naprej! Na Ankacu! V napad, Rudi! Dajmo! Ja, si pa res veliko predstavljaš. Ti mali, pokazal ti bom, da sem boljši od tebe. Mnogo boljši. Streljal je sedaj, pa mislim, da je streljal z prevelike razdalje. Žoga izgublja na svoji hitrosti. Ja, kaj? Gol! Vseeno, Marko se ne more premakniti. Kaj se je zgodilo? Kristjanov strel ni bil tako močan, vendar mu je uspelo premagati Marka. Kakšen golman pa je to? Bul Ankacu! Prvi polčas je sedaj končan, rezultat je 2-1 za Meivo. Golman v drugem polčasu ne bo mogel nastopiti. Golman je že popolnoma izčrpan, fantje. Ves čas streljajte samo na gol. V drugem polčasu jih bomo strli. Prav, razumemo. Poskusite zmagati za vsako ceno. Kristjan, odlično igraš, bravo! To je pravi nogomet. Drugi polčas se je sedaj začel. Kristjan je nogometni klub Meiva popeljal v napad, zopet bo nevarno, črni naprej, ja. Nogomet je uresničenje tvojih sanj. Smešno. Pokazal ti bom, kaj je pravi nogomet. Videl boš. Kristjan strelja na gol, znova naravnost v golmana. Ali je žoga v mreži? Bo pristala tam? Ne! Rudi je obranil udarec, neverjetno. Marko, ne boj se, žoga je tvoja prijateljica, ne pozabi tega. Kako? Tiho bodi. Žoga ga je udarila v obraz. Rudi! Skupaj s svojo prijateljico boš padel v mrežo.
Ne, Rudi je, Rudi je obranil strel. Kaj? Rudi! Ha? Rudi, je vse v redu? Žoga! Branil bom naš gol. Ne bojim se več njegovih strelov. V napad! Bodi dober, žogo! Mojo najboljšo prijateljico! Resneto. Mali je golmana znova postavil na noge. Joj. O, Rudi je zares čudovit otrok. Kako? Seveda! Teče, ta fant kot veter teče po levem krilu. Zdaj bo v napad krenil na Ankacu prvič po nekaj časa. Pri žogi je seveda Rudi. Krite malega! Ne dovolite mu, da pride blizu našega Kristjan gola. je soigralcem sedaj naročil, naj ustavijo Rudija in vsi so se spravili nanj, vendar poglejte si to! Rudi je skočil, da mu ne bi nasprotnik vzel žoge. Neverjetno, Sebastjana nihče ne krije. Sebastjan je sedaj podal proti sredini, Miran je sedaj na poti, da sprejame žogo in tako je, da, uspelo mu je. Pa vendar ne, Nankacu ima sedaj priložnost in ne, izgubili so žogo. Žoga je znova pri napadalcu nogometnega kluba Mejiva, teče proti nasprotnikovem golu, strelja in Marko je odlično obranil udarec. Odlično, Marko, bravo! Nankacu ne morete premagati v napad! Podal je Zlatku. Zlatko je žogo poslal naprej, Rudi in Kristjan se znova, srečale se boste sedaj, ravno sedaj. Rudi, če se boš samo zaletaval van, to ne bo prineslo rezultatov. Rudi, pazi! Rudi odlično igra, čudovito je pristal. Dobro, otresi se ga. Teče proti golu, Kristjan mu jo sedaj žogo seveda skuša odvzeti zopet. Kaj pa zdaj mali, ha? Rudi preigrava, ustrelil je proti golu in zadetek! To bo zadetek, da, tako je, Nankacu je izenačil. Spel me je preigrati. Obe moštvi sta enkrat zadeli, oziroma dvakrat, se upravičujem, do konca tekme pa je ostalo še nekaj minut. Le kdo bo zmagal? Niti v sanjah si nisem mislil, da mi bo kateri od igralcev kos. Podaj mi žogo. Prav. Sodnikov žvižg je označil novičen začetek tekme, Znova bomo povedli. do katere konca je ostalo še nekaj minut. In odločil se je za strel z daljave. Ali bo to gol? Ali bo to gol? In ne, prečka! Kristjan zdaj teče proti nasprotnikovem golu, da bi ujel žogo, seveda. Kristjan ima pa res močno voljo. Zmagal bom! Tega ti ne bom dovolil. Rudi mu poskuša odvzeti žogo. Akni se mali, spoti! Boš streljal proti golu. Kristjan ga skuša premagati. In... Kaj se dogaja? Rudi, pokaži jim! Rudi! Kristjan! Rudi, ustavi ga! Ne boš prišel do gola. Jaz sem zmagovalec. Naredi si prostor, da boš lahko streljal. Tekme bo kmalu konec. Rudi je izgubil ravnotežje. Bo šlo! Prelisičil si me! Rudi mu je preprečil strel. Streljaj! David zdaj strelja in zadel je in tekma je končana. Rezultat 3-2, Nankacu je izgubil in Mejiva je zmagala. Bravo Kristjan in soigralci, bravo. To je bila čudovita tekma, videli smo odličen, čudovit nogomet. Joj. In sedaj vidimo, da je Rudi dokaj slabe volje, morda ga nekaj boli, upajmo, da se ni poškodoval. Kristjan pa je očitno začutil, da je našel enakovrednega nasprotnika. Vidimo se znova jutri, obeta se nam čudovito državno prvenstvo. Rudi Novak. Ne morem verjeti. Res mi je preprečil, da bi streljal na gol. Kristjan? Odlično si igral. Oglasi se v moji nogometni šoli. Kaj?
Vzeli me boste. Da, enega od vaju. Nisem se še odločila. Rudi Novak, kaj? Samo enega napadalca potrebujemo. Žal, le enega. Pa saj smo zmagali. To je šele začetek tekmovanja. Osvoji prvenstvo in dokaži svoje kvalitete. Zmagati moramo. Dobro. Kristjan, ne smeš pozabiti, da gresta naprej dve moštvi, veš? Torej se velja boriti. Aha, razumem. Torej, če dobijo naslednji 2 tekmi, se lahko znova pomerim z Rudijem in njegovim moštvom. Dobro. I'm gonna be so tight 探し続け